Počasno nadaljujemo naša predavanja. Jaz mislim, da se stvari kar lepo dopolnjujejo in zlagajo v mozaik in da nimam kaj drugega povedati, da nadaljujem oziroma ponovim Simonov stavek. Bajajmo, čarajmo. In Marta, ki prihaja iz Zgornje Savinjske doline, nam bo povedala malo o čaranju in magičnih obredih po izročilu Zgornje Savinjske doline. Marta, oder je tvoj. Dober dan, lep pozdrav vsem. Hvala Vesna za povabilo. Kaj bomo zdaj malo čarali? Vidim, da vsi čakate. Se mi zdi, da nekateri me poznate tule, najbolj sem pa Tatjane vesela, ker se 20 let nisva videli iz službe, presenetila. Tako da, večina pa nič ne ve o meni, zato bi mogoče en tak mali uvod naredila, malo čudna ali pa nenavadna tema, ne, za eno znanstvenico, kot sem jaz, ampak, glejte, srce me vleče in sledim. Zdaj, razlogi za to so trije, a ne, prvič sem Zgornja Savinjčanka in drugič, ta tema me izredno privlači od zmeraj. In tretje, pod roke, bi rekla naključno oziroma na ključ, so mi prišli neki zapisi, ki so me enostavno šokirali. Tako, kar se mene tiče, nisem rojena Zgornja Savinjčanka, ampak so me kot malo Martico, 1 leto staro, prinesli na rob Zgornje Savinjske Zavodnje, če veste, eno hribovsko vas, oče in mati sta bila učitelja, ker sem bila astmatik, sta izbrala to delovno mesto. Tako da potem sem bila tam otrok vasi in gozda in moji sošolci iz šole niso bili preveč navdušeni nad babicami in dedki. Jaz sem pa zelo rada, se bi rekla, malo potepala tam po kmetijah z njimi okrog in poslušala te razne štorije in razne nenavadne dogodivščine in tako, bi rekla, so mi kar ušesa rasla. Potem sem šla pač v svet pri 20 letih, 11 let nazaj sem se pa vrnila v Zgornje Savinjsko, pa čisto na drug konec, obrobje, spet na ene hribe, tam Bogo za hrbtom, zdaj sem šla celo v rezervat med divje živali in tukaj je bila, bi rekla, ne vem, pač, veste, tisto, ko rečejo usoda, sem se zaljubila v enega domačina in on me je popeljal v bistvu v en ta nevidni svet tega okolja, ker sem videla, da čeprav so šli v cerkev v nedeljo, oni so živeli čisto svojo vero, čisto nekaj drugega, nekaj, jaz sem se lahko z njim telepatsko pogovarjala. Tako da, takrat sem videla, da so oni enako telepatsko se z naravo pogovarjali, z naravnimi pojavi. In takrat so mi pač prišle tudi neke informacije še dodatne, ker sem se že prej veliko z duhovnostjo ukvarjala, sem videla, da pač to iste stvari, ko so v svetu, so tam, v mikrokozmosu, kjer živim. Tako da potem so prišla pa še dodatna literatura in enostavno, ker sem začela to raziskovati, sem bila vedno bolj presenečena nad to veličino teh skrivnosti, ki se skrivajo. Glejte, jaz nisem bila čista Zgornja Savinjčanka, a ne, in zaradi tega sem čisto z drugimi očmi gledala to, kar ni bil vsak dan. Jaz sem enostavno to občudovala
in prepoznala kot neko unikatnost. Oni se tega niso zavedali. In zaradi tega mislim, da je prav, da tudi povemo v teh nekih svojih raziskovanjih, ki so mogoče za nekatere celo malo smešne. Kar se pa tiče, rečemo, magije, to pa je tako. To je pač tisto, kar znanost ne more dokazati. Da nekaj naredimo, brez da bi en znanstvenik rekel, zato si to naredil. Jaz sem bila že od vedno nagnjena k temu, da sem delala stvari, ki jih drugi niso mogli. Ampak ne zato, ker je bila jaz duhovno toliko visoko. Ampak zato, ker sem imela motiv, ker sem imela fokus in ker sem se zavedala moči v sebi, da to premorem narediti. In sem kot otrok že delala stvari, ki jih drugi niso zmogli. Ampak samo z neko močno koncentracijo in vztrajnostjo. Tako da sledite, prosim, zdaj moje predstavitve. To je bilo mogoče malo več za uvod, ampak boste lažje razumeli tudi samo predstavitev. To zdaj jaz ugotovim, kako deluje. Poglejmo najprej, kje je Zgornja Savinjska dolina. Malo geografsko. Je skrajni severni del Slovenije, na meji z Avstrijo, tako da vidite, da je tukaj bilo tudi eno jedro, jaz pravim Karantanje. In sem zelo, zelo vesela, da živim v tem kotičku ali pa raju naše domovine. Zdaj, ko govorimo o Zgornji Savinjski, kar vsi takoj rečejo, to je pa Logarska dolina, vsi samo Logarska dolina, Logarska. V bistvu so pa 3 doline, Romanov kot, Logarska dolina in Matkov kot, tukaj je pa potem že Avstrija. Tako da to je najbolj ta skrajni del doline, sicer pa je to malo širše, nazaj. Zgornja Savinjska dolina je nekako, jaz zdaj tukaj živim. Kot otrok sem živela na drugi strani, to se pravi na vhodu v dolino. Dolina je pa zelo, bi rekla, obširna in jo obrobla visoko gorovje. Zdaj, kakšne so, zato ne vem, kako naj držim, a me se sliši? Se sliši? Jaz se ne slišim. Ima neke posebnosti, ki so zaznamovale ta prostor, in to je, da so ti osamljeni predeli doline v obrobju vsi poseljeni, izkrčeni in poseljeni, še danes. Tudi jaz živim tako malo višje in sem pravzaprav zelo vesela, da sem lahko prišla do takega zemljišča, ker tukaj pravzaprav tujci ne morejo priti. Domačini zberejo denar, da kupijo parcelo. Tako se zavedajo, od cerkve so pokupili domačini, da je bilo slovensko. Taka zavestnost je. Bukovnik pod Radoho, to je v Matkovem kotu, je 1327 metrov visoko, to se pravi, to je najvišja kmetija v Sloveniji. Sej, Simon, če bi se midva malo začela pogovarjati o Matkovem kotu, pa o Logarski, tam je pa Robanov, v Robanovem kotu pride bela ven, v Logarski pride črna, Matkov kot ima pa luknjo, tam noter je pa 50 metrov luknje in tam je to pod eno skalo, ki je ne vem koliko 100 metrov visoka, se gleda Mitja, se Mitja bi tudi zanimalo. Spraskano skalo, pomeni tam not pravzaprav vhod v zemljo, tako globoke stvari se tam dogajajo. Zdaj, za to območje je značilno, da so nekako odmaknjeni bili od centralne poti zavojevalcev, so bili nekako prikrajšani marsikak, tudi Rimljanov. Bilo je pa zelo veliko gradišč in tudi od migracije narodov, kar je pa zelo pomembno.
Zdaj območje je, bi rekla, čisto geografsko bilo ločeno, tako da tam pri Igli, ne vem, če ste že bili kdaj, je bilo neprehodno naprej. In če si rabil priti, recimo, če so rabili priti iz zgornjega dela, zgornje Savinjske, dol so rabili 34-krat iti z voli čez Savinjo. A si vi to predstavljate? V vsakih poplavah je poti spet ni bilo več. Tako da to se je že v zgodovini dogajalo, se pa še danes ste videli, kaj se je dogajalo zdaj. Ampak dobro, zdaj so hiše naredili čisto ob Savinji, a ne, tako da se pač naredilo to, kar se je. Zdaj ljudje, kaj so kot posledica tega nekako zaprti, malo bolj zaprti, rezervirani, sicer pa izredno gostoljubni, tako, če prideš do njih, so povezani med sabo, izredno imajo socialno povezavo, pa navezani na zemljo. Zgornja savinjska mladina se vedno vrača domov in išče zdaj posel v turizmu, kar je, bi rekla, kapo dol. Ko sem jaz toliko presenečena na to mladino, ki hodi študirati v Ljubljano in se potem vsi vračajo. Večinoma nazaj, razen če se poročijo na Dolenjsko ali pa na Gorenjsko. Zdaj Solčava je zaradi tega nekako mogoče zanimiva. Pejte, če greste tukaj čez, Solčava je center te zgornje Savinjske, tu je bila tudi osvobojeno ozemlje med vojno, ampak o tem se pač v zgodovini ne govori, a ne, se učimo Avnoj pa tako naprej. Ta cerkev je znamenita zaradi izredno lepih fresk. Pejte pa, to vse lahko zunaj vidite in boste videli. Vidite, tule je Krištof. Krištof je tudi največji pa dokumentiran ajd pri nas, Simon. Če boš imel čas, pejt, pa boš videl, koliko velike čevlje ima, ker so tisti čevlji še zdaj razstavljeni. Tako je pa zanimivo tu, da so te poslikave še predkrščanske, bi rekli, so jih pač, seveda, zakaj gor dali, zato so privabili ljudi noter, a ne. In je duhovnik oziroma pater Gržan to uspel ohraniti, da niso prebarvali. In si je potem tudi na svojo hišo dal in seveda zdaj to on raziskuje. Tako da je tudi zanimivo ga poslušati, če te stvari razlaga. Zdaj za te ljudi tam je bila značilna neka samoniklost, vedno so malo po svoje ljudje razmišljali, v vseh ozirih so bili drugačni, kulturno, ti si prej rekel peta čakra, ja, Zgornja Savinjska, čisto vsak človek poje, pa je godec. In imajo posebno v Evropski skupnosti prijavljen patent za kulturno dediščino, petje na čez, če kdo pozna. Ne vem, kako glasno je. A veste? Ma mislim, da je več. Ja, jaz sem zadnjič v Gornjem Gradu poslušala v tisti stolnici. To sam dol padeš. Jih je pa res, ko pridejo gor, jih je poln oder, a ne, ker jih more biti toliko veliko. Potem socialno so bili tudi zelo povezani, izvirni so bili lokalno, zaradi tudi izoliranosti, ne vem, a ste že za lubijske ptice čuli, to je tudi neka posebnost, to so neke butare, ki niso butare za cvetno nedeljo, ki jih nosijo in je vse drugo, kar ena butara. Iz 7 vrst lesa narejena, zelo redkih, samih čarobnih rastlin in so to razne, ne vem, orodja, kitare, v glavnem pravi fenomen, tega nikjer na svetu ni, ne. Verjetno tudi vi niste še slišali za to. In potem te ptičke obesijo na drevo, jih imajo doma na kmetiji. Ja, preživljali so se včasih z lesom, ulicerji, so bili flosarji, so šli tudi dol do Beograda, oglarji, ne, seveda, saj tudi tam, kjer se jaz živim, so se ukvarjali z ogljem. Predvsem pa so zaradi te svoje odmaknosti bili prisiljeni vse probleme rešiti sami, vedno.
brez pomoči kogarkoli. Prosim? Ulcer je gozdar. To je avstrijski naziv, Holc. Ja, Olcer, to rečejo oni, Olcer. V glavnem, predvsem pa jim je v krvi ta povezano z naravo. Oni so enostavno, se mi zdi kar, ko vidiš enega človeka, se ti zdi, kot da bi se tam, ne vem, en del narave premikal. Tak vibrirajo za naravo. Predvsem pa se je ohranilo specifično zdravljenje ljudi in živali, no, in o tem danes nekaj več. To zdravljenje so uporabljale babe, ki so še zdaj žive, oziroma so zdajle med korono veliko jih kar stlačili v domove za ostarele in so umrle, na žalost. Tako da so mi rekli, pa tam je una baba umrla, pa zakaj nisi šla k uni babi, a veš, tista baba, saj noben več ni hotel poslušati, a ne. Ker pač vse veste, danes je medicina, danes je vse sorte drugega, baba, ti si že malo zmešana, ne. V glavnem tukaj imate slike teh zdravilcev, tole, kar je, tegale vidite, Klemenšek, tale Klemenšek, je iz tiste kmetije, Bukovnikov, bil je župan, pa je bil zdravilc, ki se je ukvarjal z magijo. Poseben način zdravljenja so uporabljali predvsem veliko, seveda, zeli, živalskih delov in ezoterike, to se pravi duhovni pristop. To je bilo zelo pomembno. In tu je bil pravzaprav, sem jaz odkrila tudi nek način ljudskega zdravljenja kot neka psihoterapija, ali pa, ki je še najbolj spominjal na neko čaranje, ker ni imel absolutno nič opravka s kako zeljo ali pa karkoli, ampak je bilo direkt naslavljanje bolezni. To zdravljenje se je ohranilo v odmaknjenih krajih celo do danes. Tudi jaz, ko bomo mi to malo skozi šli, boste tudi še sami spomnili, da še obstaja kje, še vedno prisotno. Zdaj, redki so tele zdravilci, ostale so pa metode. In ljudje se sploh ne zavedajo, od kod. To pa je tudi zelo pomembno. To so bili pravzaprav ljudje, te babe in zagovorjevalci so bili včasih, v tistih starih časih, edina rešitev, zadnja rešitev za kritične primere. To so bili nekako vrači, očanci, so bili pa že tisti malo bolj visoki. Te zdravilci, zagovorjevalci pa babe, teh je bilo kar veliko. Bili so pa še generali ali pa tisti ta glavni vrači in očanci, te so pa imeli črno piko od rimokatoliške cerkve, a ne. Zdaj, če pogledate tegale Robanovega Joža Vršnik, tale človek mene malo spominja na enega tibetanskega meniha. Pa tudi poglejte, kaj je napisal. Videl boš, česar drugi ne vidijo, slišal boš, česar drugi ne slišijo, čutil boš, česar drugi ne čutijo, iskal boš, kar ni bilo nikoli izgubljeno, lovil boš, kar ni nikomur ušlo. In to je definicija življenja. Bil je pa zadnji Bukovnik. Bukovniki so bili te pisatelji, ki pa so bili ljudski pisatelji, ki so bili kmetje, ki so bili izobraženi in ki jim je bilo mar za to, da se je nekaj zapisalo. Bili so pravičniki, ljudje so hodili k njim po nasvete, na nek način so bili eni taki sveti ljudje. Robanov Joža je tudi bil tisti zaslužen, da se je to območje spremenilo v krajinski park, da ne dovolijo pozidav v Robanovem kotu. In Robanov kot je popolnoma zaščiten. Zdaj jaz sem nekako Videčnika našla in tukaj med njegovimi knjigami nekaj zelo, zelo pomembnih
prepričanj etnološkega zapisovanja, ki bi rekla, da je kar lahko Bog Medveščkovim zapisom na nek način, čeprav se tukaj bolj dotika magije. Bil je Aleksander Jakob Videčnik, ki je bil najbolj plodovit zapisovalec lokalne zgodovine, sicer je bil nek bankir, pa zelo visok nek direktor, ampak v pokoju je pa on zapisoval, hodil od hiše do hiše in zapisoval vse. In je, mislim, da je okrog 25 knjig napisal, dobil je zato tudi častni znak Republike Slovenije za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne dediščine Zgornje Savinjske. In predvsem, kar je pa pomembno, da je zapisoval tudi o zdravilstvu in o teh duhovnih vrednotah. Tule lahko pogledate, tole so Rože in čarovnije in Zgornje Savinjske Vistorije, to so njegova dela. Drugače je pa tule spodaj še Vinko Moderndorfer. Ta je izredno veliko zapisoval tudi iz tega območja. Tukaj noter tudi naš Simon najdeš Kozmo o nastanku sveta, zgodbice. Lahko še pol tisto tretjo najdemo noter. Ampak o tem noben nič ne ve, a ne. Se zato pa mislim, da je prav, da se slišimo, da si na nek način tudi podajamo informacije. Tole je pa govori doli naokoli, tale knjiga, to je pa Sazu naredil s popisovanjem, 2 leti je trajal projekt, kjer so v narečju zapisovali vse, kar so rekli ljudje. Se mislim, da ste vi tudi, a ne, delali po tej knjigi, takrat tiste neke glinine posodice, a ste? Ne. V glavnem, veliko je tudi pripovedk razno raznih, tako da bi rekla, itak sem bila pa jaz otrok pripovedk, jaz sem zmeraj sam pravljice brala, mene, ampak to domače, nikoli nisem marala tuje literature, mi je že bila kaka Ana Karenina težko prebrati, sem pa rada slovenske brala. Zdaj, ko sem rekla to vrhovni vrač, eden takih je bil čudodelec Vid Strgar, a ne, zanimivo, da mu je bilo tudi Strgar ime, da ne vem, a je to imela kako vezo, zanimivo to, ne. Fida je bil izredno šolan domačin, znal je nemško, latinsko, grško, za njega pa ni bil znan vir šolanja. Je bil pa rojen tukaj kot nezakonski otrok, ker so pa ugotovili, da je zelo briten, so ga potem poslali v šolanje v tujino. Noben ne ve kam. On se je pa potem, zelo so bili razočarani, ker ni hotel postati duhovnik in se je vrnil ženo nazaj. Tako da je potem 9 let živel pregnan v eni jami, Fidovi zjavki, ki je pa zdaj na žalost, tam so naredili Fidov gaj, kjer se je lahko tudi videlo njegove vrtove, ker je gojil ta zelišča in knjigo je napisal zdravilno in tudi rokopis je tam kopija bila v tej gostilni, ampak zdaj je bilo vse pod vodo. Tudi to je zalila in plaz se vsul, tako da tega zdaj ni moč videti. Poprašanje, ker so tako draga sanacija, če bojo to sploh obnovili. Bil je pa po pričevanjih izredno močen čarovnik, veliko je delal s tem risom, a ne s krogom, in je tudi pomagal ljudem, pa je tudi take stvari, ko so bile malo prepovedane, a ne. Pride do denarja, pa take stvari, prosim. Ja, ezoterika je pa za mene nekaj, kar ne moreš priti. Nekaj pač duhovno, rečemo. A je v redu? Ja, kar znanost ne more dokazati. To se pravi, saj bom še nekaj malo več povedala o tem. V glavnem je imel Kolomon, to je ta knjiga čaranja, ste že slišali za njo? To je bila zelo popularna knjiga v Zgornji Savinjski. In kdor je imel Kolomon, so se ga že vsi bali. In je bilo prepovedano ga odpreti, če nisi bil dobrega srca, ker je takoj menda vrak ven skočil. Ampak to je zanimivo še zdaj, mlajši kot jaz, ko smo se zadnjič pogovarjali, sem rekla, a poznaš koga, ko ima Kolomon, ne?
ker je namreč mene Gržan vprašal, da bi ga rad videl, ne. Sem jaz rekla, ja, no, če ga bom kje nabila, ti ga bom že prinesla pokazati. Če se ga ne upaš pogledati, če se ga boš upal pogledati, ne. No, v glavnem, sem rekla, a veste, kje bi bil kak? Ti si nora, a bi si ga upala odpreti? Sem rekla, sem nič slabega ne mislim. No, v glavnem, ja, to je bil strah in trepet in ta je imel kolomon. Bila je pa to, da je on napovedal točno datum svoje smrti, se ulegel v poslo in je umrl. In je tudi žena pa je jokala, joj, kaj pa zdaj jaz brez tebe, če boš umrl? Je rekel, ja, pa moj čas je prišel. Je rekel, se ti boš pa čez 14 dni umrla. Je pa rekel, nič ne bo žalostna, se boš čez 14 dni umrla, ne. In je res ženska bila čisto zdrava, je šla prat in je spodrsnilo in je se utopila. Zdaj to ljudsko verovanje, o katerem sem jaz razlagala, ne, je predkrščanskega izvora seveda, ne, in je se nekako ohranilo na podeželju še do danes, še živo vedno, čeprav ti ljudje se tega ne zavedajo, a veste. Jaz, kot bi rekla, sicer sem živela tam skozi, ampak jaz sem to znala ceniti, jaz sem to opazila. Verjeli so ljudje, a ne, da ima vse v naravi svojo dušo in da je vse del enega velikega božjega dela oziroma božje duše. Podobno kot eno, a ne, samo da je tu materializirano na zemlji. Vsaka gora, jezero, reka, slap, skala, kamen, jama, drevo, rastlina, potok, žival in seveda človek ima svojega duha. In temu se reče animizem, a ne, in je ena od najstarejših duhovnih praks oziroma verovanj, ki je prisotna v tradicionalnih verovanjih širom po svetu, primitivnih. V Afriki, med, ne vem, temi zelo primitivnimi ljudstvi. Tu še en dokaz za tebe, a ne, v tej pristnosti tega okolja. Naravo smatrajo kot svetinjo in vsak njen del, živ ali neživ, ima svojega duha oziroma bitje. In tudi ko človek umre, še vedno tu, nikamor ne gre. In to so oni verjeli, a ne, da se pravzaprav vse tudi mi verjamemo, ne. In zanimivo je bilo, da so tako nekako pol poskušali poosebljati z nekimi duhovi tudi naravne pojave. Kadar je fejst veter pihal, so rekli, veter je lačen, ne smemo jesti. In je bil obred za to, da so mu nesli. Zanimivo, da je moral nesti človek z najbolj čisto dušo v hiši moje. To je bil najmanjši otroček. Pa tak veter bi ga ja odnesel, smisla, pa kje imajo pamet, ne? Da je tisto košarico nesel in posebej nek dar je mogel biti kruh. Pa, ko naraste voda, seveda je jezna. Tudi zdaj. Ljudje so razumeli, kaj se tam dogaja. Zdaj pa seveda pojave bolezni, nesreč, pa vse to so spet enačili s prisotnostjo duha. Nekega slabega duha. In ko sem gledala te postopke zdravljenja bolezni, enostavno je tukaj magični pristop. Ker ni nobenih snovnih zakonitosti. Saj bom razložila in boste pol razumeli, v kakem smislu, da boš ti tudi vedel, kaj to je. V bistvu so magični, so čarobni ali pa čaranje je. Ne moramo drugače reči. Ker je zdravljenje, je naslovljeno in povezano samo z duhovnim svetom. Ne pa, to se pravi, s tem duhovnim vidikom bolezni, nesreče ali karkoli. In so to naslavljali kot nekega duha. In to zdravljenje je bilo vedno obred. Vedno so uporabljali kadila
običajno je prišla ta baba že s takole kresilko, ali pa Macesnova je bila Zgornje Savinjski tista, ki je prepovedana. Sveta gova, se ti je roka posušila, če si jo odžagal. Nikoli niso do konca, so jo samo malo odrezali, da so jo še pustili drugi. Pa točno je bilo sveto mesto, niso povedali drugim. Samo kadar je bila sila, so šli po njo. Vedno so delali ta obred v prisotnosti celotne družine. So zdravili celo družino. Zdaj poglejte eno tipično Zgornje Savinjsko čarovnico. A zdaj vi vidite. Ena mamka s kozo. Ampak cerkev je to naredila, poglejte ga vraga. Ne? Roge ima. In pomočnika ima tule, mačka. Ja, to so bile običajno te malo starejše gospe, ki niso več delale na polju, ki so imele čas in so se v to poglabljale. In sem tudi jaz rekla, ko mi čakam, da gremo v penzijo, da bom lahko jaz tudi to malo bolj v praksi začela delati. A ne? Obredi, kot sem rekla, da so imeli ta duhovni značaj in je bilo to del vsakdanjega življenja, skupaj čarovništvo, preroštvo, tudi šloganje, to jim je bilo vse normalno. To jim je bilo, ne vem, kot da bi del življenja. Se ve, krščanstvo je to preganjalo, a ne, se ve, zato so pa pol začeli, že kot če so tudi kaj prepovedanega delali, so začeli noter dati Sveto Marijo pa Kristusa, veste, da če bi že slučajno kak župnik čuda bi rekli, no se nismo toliko fej zgresili, se smo Kristusa dali zraven, ne. Tako bi rekli, so se malo prilagajali, a ne. Vedno je bila pa ta obred, ki ga je opravljal zdravilc, zelo praktično naravnan, preprost, smešno preprost. Uporabljali so pa orodja ali pa rekvizite, ki so jih pač imeli. Ampak, ko boste videli, vse 4 elemente imajo vedno pri obredu. Zemljo, ogenj, vodo in zrak. Zdaj, tole so eni taki pripomočki, neki, ki so jih tukaj uporabljali, kadila, zeli in gobe. Potem velikokrat so kar samo papirčke uporabljali, da so dali na telo gor papir, pa so potem s kredo risali simbole. A ne, simbolika je bila zelo močen del. Priljubljene so bile razne vrvice, ki so jih zavezovali na tistega, ki so ga zdravili, ali pa so cunje jim povijali na boleča dela. Pa seveda potem je sledil obred. A ne, to so samo pripomočki. Razna kovinska orodja, nože so velikokrat uporabljali. Če je bilo treba zelo na silo kaj rešiti, so nože uporabljali. Pepel, spargiko. Pozna kdo spargiko? To je upepelitev rastlin in iz tega potem se izvleček dela. To je ohranjeno samo še v Švici. Samo še v Švici. A veste, koliko drago sem jaz plačevala ta zdravila za svojo hčer. In zdaj vidim, da so Zgornje Savinjčani to uporabljali, spargiko. A ne? Ja, amulete so delali, razne amulete, zaščitne, ki so jih tudi uporabljali, razne barve potočnih kamnov, pa kosti. Razne kosti, živali seveda. Ja, ne vem, lahko da so ljudi, ampak to ne vem. Razni deli posušenih živalskih organov, ki so jih potem zmleli, pa z njimi kadili. To je bilo ob najhujših boleznih. Veliko je bilo človeških iztrebkov, otroške kakce so jedli za prebavne motnje. Voda je bila absolutno del obreda, skale so bile vedno del tudi, če ne kot kamen ali da se je dogajalo na skali, kakorkoli prizemljitev, a ne. Drevesa, boste pol kasneje še videli, da je zelo, zelo pomembna, razne naravne luknje pa jame. Zdaj,
kaj so zdravili? Zdravili so bolezni, razne odpravljali nesreče za naprej, nazaj, v roke. Predvsem pa so zdravili, kadar je bila resna težava, da je človek umrl. Zdaj teh zgodb ne bom povedala, ker bi pol predolgo trajalo, ampak če bo kdo hotel, pa lahko pol prije, pa bom povedala. Kako so tudi zdravnikovga sina pozdravili, ko je bil na smrtni postelji. V glavnem, kar je pomembno, rezultati so bili 100% učinkoviti zdravljenja. In so delali tudi zaščite z raznimi simboli doma, na primer so zakopavali kosti pred hišni prag, no, to imam tudi jaz narejeno, v novih prostorih, mi je lisica mačko ven skopala, pa sem rekla, dobro, boš pa v prag noter zakopana, tukaj bo pa ziher držala, ne more priti lisica po tebe. Sem še v hčeri šele pol povedala, ker je bila njena mačka. Čeprav zdaj je pa vesela, je rekla, no, zdaj pa Nomi pazi našo hišo. Ja, uporabljali so za zaščito tudi pajke, posušene, krastače so nosili. Ampak glejte, je delovalo. Zdaj ne vem, ali zaradi to, ker so pol pač bolhe šle na krastače, to veste, jaz sem malo znanstvenik, pa še zmeri pol malo še kaj druga študiram zraven, zakaj je delovalo. V glavnem so se kuge otresli. Bila so pa pol različna dejanja, ki so jih uporabljali. Kurili so, kadili so, pol so presajali, bolezen so presadili. Potem z besedo so jo uročili ali pa zagovarjali, ker so rekli, če je urok posledica besed, a ne, da ti nekdo slabo, je edino orodje, da ti to dosežeš, se tega rešiš, beseda. To se pravi, beseda se zdravi z besedo. In potem so pretakali, kot da so bolezen pretakali, uporabljali so tudi kretnje, v začetka so razne druge kretnje, pa ko je bilo pa krščanstvo bolj popularno, so pa križ uporabljali, ampak ponavadi je bil ta, malo drugače, niso ga na ta način naredili, kot ga v cerkvi. Pa zarotitve. Zarotitve so pa najbolj močne, ko bi rekel, besedni obredi. Zdaj, simpatetična sredstva, ne, to je pa ena posebna značilnost tukaj za Zgornje Savinjsko, gre pravzaprav za en zelo, zelo star način magije, ki je imitativna magija, to se pravi, samo na podlagi nekih predstav. Pomeni, da če bi jaz zdajle Vesni vzela las, ne, da jaz lahko doma naredim obred, ne, če bi želela večno mlada biti, recimo, da ti kaj takega naredimo. Hočem reči, ne, na ta princip ni bilo direktno, ampak posredna povezava. Včasih pa celo ni bilo povezave. Zdaj, taki podobni principi so recimo voodoo pa homeopatija ali pa rezanje v jeziku, zelo pri spodobi režemo neke povezave, duhovne povezave z nekom. Zdaj, ta način nima nobene povezave v materialnem svetu, rezultate pa doseže v duhovnem. In tukaj je treba res zelo, zelo, bi rekla, visoko koncentracijo tega, ki to dela, da to obvlada. A veste, kakšni mojstri so to morali biti? Da so dosegli, recimo, no, da bo Vesna zdaj zmeraj mlada, ne. V glavnem rezultati so bili, saj pol bom povedala še par primerov, a ne. Kdo je izvajal obrede? To so bili običajno nešolani, navadni kmečki ljudje, ki so prevzeli znanja znotraj družine,
ki so pač nekdo je podal potem naprej to znanje. Zagovorjevalci so te bili, ki so z besedami, ampak so jih pol ali so bili babe, ali so bili zagovorjevalci. To so bili pravzaprav ene take vrste ljudski čarovniki, a ne, bi se temu reklo. So bili pa izredno spoštovani v tistih starih časih, ne. Zanimivo je, da so bili vključeni otroci. Najhujše stvari so lahko zdravili samo otroci. V sili pa vsakdo. Zdaj pa nekaj primerov vam bom povedala, predvsem vam bom tiste povedala, ki so vezani na direktno na neko čaranje, da nimajo nobene povezave s kakimi zdravilnimi zelišči, da te malo videli, kako so zdravili, ampak zelo učinkovito. Nekateri te obredi so se še do danes ohranili, jih še danes delajo, čeprav ne vejo več, zakaj delajo nekaj, ne. Obred, eno zagovarjanje zelo pomembno je, ste prej slišali na začetku, sem precej glasno pozdravila dober dan. To je zagovor. Jaz sem rekla dober dan in tako bo, ne. Tisto rečemo dan, a ne pa živijo, pa ne vem kaj, a ne, ja, živijo, ne, saj to je, glej, tudi življenje noter, ne, ampak bi mogel res lepo besede izgovoriti. Razločno. Pa pogledati človeka. Saj veste, da se te stvari delajo iz oči v oči. Če te nekdo ne pogleda v oči, pomeni, da pač nimaš sploh stika z njim, ne. Mu ne moreš zaželeti lepega dneva. Oziroma ga niti ne želi. To sem že prej rekla, ja. Zdaj en takle urok zoper zlovešči pogled. In to je bil kot urok, zaradi katerega ljudje niso mogli spati. Če so bili pač nekateri ljudje taki, bi rekli, danes bi rekli, da so psihiči, a ne. Imamo druge izraze, takrat so bili pa ljudje z zlobnim pogledom. In če te je tak pogledal, si vedel, da ti je nekaj slabega hotel, in pol včasih so verjeli, niso mogli spati zaradi tega, kaj mi je hotel, ne. Otroci so bili sploh čisto preplašeni, če jih je tak človek pogledal, zato so se kar skrivali pred določenimi, a veste, saj veliko je bilo te vraže, pa veliko je bilo enega strašenja. To je bilo zelo prisotno. No, ta gospa je zdravila samo proti temu pogledu. In pa je zelo bila, poglejte, kaka ženska je. A vidite, kaka moč, kaka energija je v njej, ne. A se je lahko kak zloveč pogled uide, ne more, a ne, ker ga ona tako odkrito pogleda, da se stopi. No, v glavnem, ona je to upravljala z gobo, s kadilom, zraven je pa delala neke kretnje. In to noben ni znal ponoviti, kaj je ona delala, ampak so bili večkrat pri njej. Baje je pa bila zelo 100% uspešna pri tem. Tele slike ni, ampak, je ušel. V glavnem, zoper vranični prisad je bila smrtna bolezen takrat. In ko so zdravili take bolezni, so morali imeti zelo močen zagovor oziroma zarotitev, bi temu rekli. In tako je bil tale zagovor, se je takole slišal: O, ti luftni prisad, bodi voda ali ogenj, pojdi iz tega mesa in kosti v divji kraj, kjer bo življenja bitje pred teboj varno. Prisad, bejži, ker te preganjam v najsvetejšem imenu Boga in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
In to so potem ponavljali, a ne, zraven so še križali pa kadili, in 3-krat so ponavljali vse, je bilo 3 ali pa 9. Boste verjeli ali ne, človek je ozdravil. Zdravili so otroke, tudi na zelo nenavadne načine, tole vam 2 primera pokazala, a ne. Če se je otrok ustrašil psa, a ne, so ga v ljubnem zdravili tako, da so od tega psa vzeli dlako, jo zakurili in potem s tem kadili otroku, preden je šel spat. To je bil en način, če pa je imel visoko vročino, so pa rekli, da ga je, to sem nekje prebrala, da naj bi ga, kaj je že tale Veles, da naj bi ga Veles, a ni bil Veles tudi vem, saj zato mi je bilo zanimivo, ker sem to edino našla od njih, da je Veles, da ga je zakuril, pomeni kot nek vražji predstavnik, da je otroka Veles lovil ali nekaj takega. In da zaradi tega so ga morali potem tega otroka še čez topli volovski komad poriniti. Tule not so ga dali, a ne. Kakor vem, po slovanski mitologiji naj bi to tudi bilo, kaj pa vem, en zaščitnik živine, a ne. Tako da izgleda malo nekaj je vseeno prišlo tudi do njih, a ne, da ni bilo. Ja, neka povezava je, v glavnem, to mi je bilo zanimivo, ko so rekli, da pač ga je Veles obsedel. Zdaj, poglejte, kadar je človeka pičila kača, modraz, kaj bi danes? Od strahu bi umrli, a ne? Pravijo, da najbolj škodljivo je, če te kača piči, da te je strah, ker ti paraliziraš sam sebe s tem strahom. In da je to prva stvar, in da takrat so oni enostavno hitro morali ukrepati in so hitro morali dobiti nekoga, ki zna, in to so znali takrat delati. Znali so to delati otroci, ker so morali znati. Zoper pik modrasa so uporabljali posebne okrogle ploščate kamne, ki so jih položili okrog tistega mesta, kjer je pičil pač kača pičila, recimo, da me je v nogo, in so potem premikali, krožili so s temi kamni ploščatimi. Tisti, ki je vodil obred, pa ni bil sme biti starejši kot kača. To se pravi, da je lahko bil sam otrok. Nedolžna duša, ki je lažje dostopala, bi rekla, do te duhovne plati, pika. Ali pa tega strupa. In ta, ki je vodil obred, je moral stati na skali, in zdaj bom prebrala ta zagovor zoper strup. Jaz ti zapovem v imenu Marije, v imenu svetega Urha, v imenu svetega Pavla, jaz ti ukazujem vsa strupena žvat. V imenu Boga Očeta, Sina in svetega Duha, v imenu svete Marije, svetega Urha in svetega Pavla. Na to se je moral košček kruha obrezati in njegovi spodnji strani na 2 mestih prerezati in nož narobe obrniti in 3-krat pikniti v ta kruh. Nato sledi nadaljevanje zagovora. Jaz ravno tako piknem ta kruh, kakor si ti strup piknil nedolžno bitje v imenu Boga Očeta, Sina in svetega Duha, v imenu svete Marije, svetega Urha in svetega Pavla, ti zapovem, da moreš vzeti svoj strup nazaj za 190 let. A ne, mislim, bi rekel, kaka moč je v teh besedah. Zatem je treba nož z nogami, za nogami zdravljenega v zemljo vsaditi in držati kruh v roki. Družina je pa mogla potem moliti. Presajanje bolezni, ne, to je bilo zanimivost
tega območja, da so bolezen enostavno s tistimi nekimi papirčki, kot sem prej rekla, ali pa z delčki blaga, z nekimi trakovi ali pa z vrvicami presajali na drevo. Ni bilo vseeno kako drevo, ali moške so zbrali drevo za ženske pa moško drevo. In obolelo mesto so, različno so to zdravili, jaz sem pol gledala, v eni vasi so to delali, v drugi vasi so to delali, pač več je teh pristopov. So najprej prevezali s trakom, namazali z nekimi pač žavbami, nato kadili in zagovarjali in potem to trak prevezali na drevo. Kaj mislite, kaj se je zgodilo? Človek je ozdravil, to so ponavadi delali, če so imeli kake bule. Bule so presajali. Če boste šli v gozd, boste videli bulo na drevesu, pol veste, Zgornje Savinjske eden presajal tisto bulo na drevo. V glavnem, bule so potem, na drevesu bula zrasla. Zdaj, a verjamete ali ne? To je pa vaš problem. Zdaj tukajle izštevanje uroka. To je pa bilo največji fenomen, ki sem ga nekako razbrala, ker meni že tale ikate, pekate, cukate, me, abe, fabe, dominet, konfet, konkufen, štrut, kvinte, kvante, venga, fuc, ki me je to izštevanko ata naučil, ne vem, a je kdo zna tu? Ja, poglejte, to je mantra. To je mantra. To je izštevanka. In poglejte, zdaj tukaj, oni so uporabljali izštevanje za uroke. To je dejansko izvira iz tega. Pa poglejte, kako otroci stojijo v krogu. Spet kroženje. A ne, to je vse povezano. Pa malo nežne dušice, čiste duše. Mislim, so ekate, pekate, cukate, me protiuročne izštevanke naredili za celo vas, otroci. Tako da ni bilo tako nedolžno tisto izštevanka. Zdaj pa izštevanko proti uroku. Zdaj pa poslušajte, kaka poetika je to. Devica Marija na cerkvenem pragu kleči, hudi urok pa mimo leti. Devica Marija ga vpraša, hudi urok, kam ti greš? Grem k tistemu človeku, kateri ima urok. Vse kosti mu zdrobim in vso kri mu posušim. Hudi urok, ti nimaš kosti drobiti, ne krvi popiti. Hudi urok, idi s svojimi brati tja v visoko skalovje, ker nobena krščanska stvar ne biva in se ne sliši cerkveni zvon. Zdaj se pa odšteva uroke. Urokov je 9, jih ni več, 9 jih je 8, ne, jih je le 7, ni 7, jih je 6. Enkrat pljune čez levo ramo. Ni 6 urokov, jih je 5, ne, ni jih 5, jih je le še 4. Niso 4, so 3 uroki, pa pljune 2-krat v stran v levo. Niso 3 uroki, sta samo 2, je le 1, ne, ni 1, je nobeden. In še 3-krat pljune na stran in napravi križ čez človeka. In Bog ti pomagaj in Devica Marija. No, tako je izgledalo izštevanje. Pretakanje bolezni, to je bilo zanimivo, kot da bi neko tekočino pretakal iz človeka. Čist bi rekel, tako preprosto neumno, pa vendar genialno. Poseben postopek, ki so mu pripisovali moč čarobnega kroga. Verjeli so, da če gre človek skozi nek zelo močen krog, da ozdravi. In zato so tako sveta mesta bila ta razna okna v skalah, a ne, prisankov. A je že kdo bil čez prisank? 1, 2. Tale je okno v koči pri Klemenčevi jami, eno najlepših,
če boste šli kdaj od gor proti Klemenčevi jami Zgornji Savinjski. Namreč verjeli so, da je to bilo zelo povezano s tem elementom zemlje. Pomeni, karkoli je bilo povezano z boleznimi kosti, a ne, pa ta naša prizemljitev, so zdravili na ta način. To se pravi, v kak udar v križu ali pa kakšne poškodbe v končinah. Bolečine v hrbtu je izgubil tisti, ki so ga potegnili skozi odprto okno. In to okno je moralo, včasih, veste, so bila taka mečkena okna, ne? Zdaj si predstavljate, da so mogli vleči eno staro mamico ali pa tam čez, nekega je udarilo v križ. Kak obred je to mogel biti cele družine, a ne? To so bile takrat seveda zelo iskane razne odprtine in tam so bila neke vrste ena svetišča. So pa tudi čez določena drevesa to vlekli, ne? Ali pa čez sod. Če niso imeli drugega, so tudi čez sod vlekli. Pač nek krog je mogel biti. Oni so rekli čarobni krog. Trkanje po lesu. To verjetno vsi poznamo, a ne? Splošno znan trkanja, ko kako namero rečemo ali pa željo, a ne, pa rečemo da bi se mi uresničilo, sam moram najprej potrkati, sam danes že kar iščemo les, a ne, kje bomo les našli. To dejanje s tem dejanjem se človek pravzaprav sinhronizira z lesnim duhom, ker je pač po tem verovanju, ko so ga imeli, je drevo imelo duha. In ta duh ostane v lesu. Zato imejte lesene predmete doma. Ker boste vedno imeli kakega, kaj bi rekli, zavetnika, da se lahko z njim pogovarjate, ne? Če že nimate televizije, da poslušate. To se počne širom po Sloveniji, pa po svetu, pa vse posod. Pa počnemo, verjetno vi tudi. A kdo to počne? Vsi, a ne? Pa ne vem, koliko vas pa ve? Koliko je prej vedelo? A ste vedeli, zakaj to delate? Niste vedeli, no, zdaj se boste spomnili. Ne mi nagajati, podpri me. Ne? V tem smislu je bilo. Sinhronizacija. In to je tudi ta fenomen, v tem principu tudi deluje fenomen govorečih starinskih mis na Koroškem. A je že bil kdo? To mene mika. Še res nisem tudi ne uspela iti. Kaj mislite, zakaj so imeli trkanje na vrata, preden stopiš v hišo? To je bilo čisto isti princip. Ti si se mogel uskladiti z duhom tega doma, ki je varoval. Zato so bili zelo pomembne, kakšna kvaliteta lesa je bila. Hrast je bil najboljši, ki je najbolj za dür, a ne. To je bil tudi hrast včasih. Duri, zapri duri. Tako, zdaj pa jaz nekako se trudim, da bi ohranjala te običaje na neki način, pa mogoče eno vedenje, zavedanje dala. In sem začela 2 leta nazaj s temi malimi šolami zdravilnega čaranja po izročilu Zgornje Savinjske. Jaz moram reči, da zelo veliko pride domačinov, mladih iz Zgornje Savinjske in sem zelo vesela vsakega od njih, ki vidim, koliko imajo pristnega tega not. Jaz jih prav začutim, koliko so Simon, Tomaž, kakšna globina je v teh ljudeh. To so kmetje, to so šolani kmetje, ki so imajo diplome in so se vrnili na kmetije. Ampak iščejo te korenine. Tako da, če koga prime, glejte, 9. marca, dobrodošel, da pridete. Je pa objavljen dogodek na spletu. Drugače pa s hčero nekako sva na tej naši domačiji tudi med korono potem ugotovili, kako je pomembno, da se ljudje družijo
In smo pol začeli malo bolj intenzivno s tem druženjem, smo skupno Zora naredili, tako da tudi razne obredna srečanja tukaj delamo in se družimo. Dobrodošli, da pridete kdaj k nam. Hvala vam za vašo pozornost. Zdaj ne vem, koliko sem šla čez. Ja, malo sem šla. Hvala.